Un cordiale saluto al vescovo e a tutti voi che prendete parte a Verona. Prisrčen pozdrav škofu in vsem vam, ki v Veroni in v različnih italijanskih mestih, povezanih po internetu, sodelujete na festivalu družbenega nauka cerkve, ki svojo ustvarjalno metodologijo želi začeti srečevanje med subjekti, ki so različni po občutljivosti, po delovanju, bližuje pa jih gradnja skupnega dobrega. Gre za drugačno izdajo kot običajno, ker se spopadamo še vedno prisotno pandemijo, scenarijem, ki s seboj prinaša težave in hude osebne in družbene rane. Gre pa tudi za nekoliko drugačno izdajo kot običajno, tudi zaradi tega, ker Don Adriana Vincencija, umrl je 13. februarja 2020, ni več med nami, da bi podprl ta vzgojni dogodek, ki je dosegel svojo 10. izdajo. Spomniti se ga hočemo v značilni potezi njegovega služenja z besedami, ki se dobro ujemajo s tem, kar sem napisal v zadnji okrožnici Vsi bratje, Fratelli tutti. Zelo plemenito je, če smo sposobni začeti procese, kateri sadove bodo pobrali drugi, v upanju, ki je položeno v skrivnostno moč dobrega, ki se seje. Letos ste izbrali temo Spomin na prihodnost. Zdi se nekoliko čudno, vendar je ustvarjalno. Spomin na prihodnost. Vabi nas k takšni ustvarjalni drži, da lahko rečemo, obiskovati prihodnost. Za nas kristjane ima prihodnost ime in to ime je upanje. Upanje je krepost srca, ki se ne zapre v temo, ki se ne ustavi v preteklosti, ne životari v sedanjosti, ampak zna videti jutri. Kaj za nas, kristjane, pomeni jutri? To je odrešilno življenje, veselje ob daru srečanja s trinitarično ljubeznijo. V tem smislu biti cerkev pomeni imeti pogled in srce, ki sta ustvarjalna in eshatološko usmerjena, brez popuščanja skušnjavi nostalgije, ki je resnična duhovna patologija. Ruski mislec Ivanovič Ivanov pravi, da v resnici obstaja samo to, česar se Bog spominja. Zato dinamika kristjanov ni nostalgično zadrževanje preteklosti, ampak pristopiti k večnemu spominu očeta. To pa je mogoče tako, da živimo življenje dobrodelne ljubezni, torej ne nostalgija, ki blokira ustvarjalnost, ter nas dela toge in ideološke ljudi, tudi na družbenem, političnem in cerkvenem področju. Raje spomin, ki je tako notranje povezan z ljubeznijo in izkustvom, da postane eden od najglobljih razsežnosti človeške osebe. Noi tutti siamo stati generati alla vita nel battesimo. Abbiamo ricevuto in dono la vita che è comunione con Dio. Vsi smo bili za življenje rojeni v krstu. V dar smo prejeli življenje, ki je občestvo z Bogom, z drugimi in stvarstvom. Poklicani smo torej k uresničevanju življenja v občestvu z Bogom oziroma v intimnosti molitve v Gospodovi navzočnosti, v ljubezni do ljudi, ki jih srečamo, oziroma v dobrodelni ljubezni, ter končno v odnosu do Matere Zemlje, kar kaže proces preobrazbe sveta. La vita ricevuta di dono è la stessa vita di Cristo, che noi Življenje, ki smo ga prejeli v dar, je Kristosovo življenje in mi ga lahko v svetu živimo kot verniki samo, če kažemo njegovo življenje v nas. Innestati nella vita dell'amore trinitario diventiamo capaci di memoria, della memoria di Dio. Vcepljeni v življenje trinitarične ljubezni, postanemo sposobni spomina, Božjega spomina. In samo tisto, kar je ljubezen, ne pade v pozabo ravno zaradi tega, ker razlog svojega obstoja dobiva v ljubezni Očeta, Sina in Svetega Duha. V tem smislu mora vse naše življenje na neki način biti bogoslužje, anamnezis, večni spomin na Kristosovo veliko noč.
Ecco dunque il senso del festival di quest'anno. Vivere la memoria del futuro To je torej pomen letošnjega festivala. Živeti spomin na prihodnost pomeni prizadevati si, da bi Cerkev, veliko Božje ljudstvo, mogla na svetu predstavljati začetek in poganjek Božjega kraljestva. Vivere da credente immersi nella società manifestando la Živeti kot kristjani, potopljeni v družbo, ki kažejo Božje življenje, ki smo ga prejeli v dar pri krstu, da bi se mogli sedaj spominjati tistega prihodnega življenja, v katerem bomo skupaj pred Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Questo atteggiamento ci aiuta a superare la tentazione dell'utopia. Takšna drža nam pomaga premagati skušnjavo utopije, da bi oznanjevanje evangelija skrčili na preprosto sociološko obzorje, ali pa da bi se vključili v trženje različnih ekonomskih teorij ali političnih frakcij. Nel mondo V svetu z močjo in ustvarjalnostjo Božjega življenja v nas. Tako bomo znali pritegniti srce in pogled ljudi v Jezusovi osebi in njegovemu evangeliju. Pomagali bomo, da bodo projekti nove vključujoče ekonomije in ljubezni, sposobne politike, postali rodovitni. Ancora una parola la rivolgo in particolare ai diversi attori della vita sociale radunati in occasione del festival, al mondo dell'imprenditoria. Še eno besedo namenjam posebej različnim dejavnikom družbenega življenja, ki so zbrani na festivalu, svetu podjetnikov, strokovnjakov, predstavnikov institucij, zadružništva, ekonomije in kulture. Še naprej si prizadevajte po poti, ki jo je skupaj z vami zasnoval Don Andriano Vincenzi, za spoznavanje in izobraževanje v družbenem nauku Cerkve. Costruttori di ponti, Graditelji mostov, coloro che si tisti, incontrano ki se e srečujejo non tukaj, trovino muri. naj ne naletijo na zidove, ampak na obraze. Per favore, In prosim vas, non ne pozabite dimenticate moliti di zame. pregare per me. Grazie. Hvala.